kondenzator z izgubnim izolantom. Torej, nekak schematičen prikaz, rečemo, ploščnega kondenzatorja, sicer je lahko tudi kaj drugega, ampak takole, ne. Tole je prevodnik. Tole je pa izolant. Se pravi, izolant z epsilon in gamma. Rečemo epsilon izolanta, lahko rečemo epsilon izolanta in gamma izolanta. Tole je pa gamma prevodnika. No, in seveda, če imamo nek tak kondenzator in če želimo, da bo polje se ohranjalo, mora biti ta kondenzator stalno priključen na viru, to se pravi, da imamo stalno nek izgubni tok. Torej, I izgubni. Oziroma tudi I izolacijski, lahko rečem. Izgubni zato, ker tisti tok ne prispeva k polnjenju kondenzatorja, ampak je to pravzaprav samo tok, ki nadomešča naboje, ki so nam ušli na drugo stran. Takole, to se pravi, če se semle preselimo v te tri točke, da so to točke T plus, T minus in točka T, potem imamo prehod iz dobrega v slabši prevodnik. Prehod iz dobrega v slabši pomeni presežek plusov, kot smo iz prejšnjega zgleda videli. To se pravi, tule imamo presežek plusov, to je tisti presežek plusov, ki ga poznamo pravzaprav iz tega prvega dela iz elektrostatike. No, in zdaj, če tole enačbo gledamo, potem je gamma prevodnika veliko, veliko večji kot gamma izolanta. Gamma prevodnika je 10⁷, rečemo, gamma izolanta je 10⁻, 1213. To se pravi, da je tale člen, če se prestavimo semle in da je to prvi medij, to je pa drugi medij, tako kot smo sliko risali, potem je gamma 1 veliko manjši od gamma 2, to se pravi, da je tale člen dominanten, tale člen je pa zanemarljiv. To se pravi, da lahko pišemo, da je J normalni v točki T ali tudi v T plus, krat epsilon izolanta deljeno z gamma izolanta, to je tale člen, tole krat tole, ta je pa zanemarljiv, je to približno enako sigma prosti v točki T. Zdaj, zapisal sem tole relacijo, upoštevajoč, da je ta prvi sumant za, kaj pa vem, 15 dekad močnejši od drugega. To se pravi, da ga lahko zanemarem in dobimo tole. No, seveda, zdaj pišem tukaj približno, ker sem ga zamolčal, ker je tako majhen. Tole je pa enako tudi E normalni v T plus. Iz česar sledi, da je E normalni v T plus, zdaj po novem, pač približno sigma prosti v točki T deljeno z epsilon izolanta. To se pravi, če sem v elektrostatiki imel tukaj enačaj, je zdaj v realnih razmerah to pač približno iz razlogov, kot smo jih tukaj navedli. To se pravi, kaj hočem s tem tudi povedati? Da s to prisotnostjo tokovnega polja se nam pravzaprav relacije, ki jih poznamo odprej, na nek način zdaj kažejo v nekoliko korigirani obliki. Takole. No in seveda, ta izolacijski tok se potem nadaljuje skozi ta naš medij naprej na drugo ploščo in potem preko vira nazaj.